Danes vam bomo predstavili uporabo visokih elektromrež. To so mreže višine 160 oziroma 170 cm, v zadnjih letih pa testiramo tudi uporabo 145 cm visokih elektromrež. V Sloveniji se uporabljajo že skoraj 15 let in trenutno jih uporablja približno 130 rejcev pašnih živali po vsej Sloveniji. Pri teh rejcih so se škode močno zmanjšale in pri večini se škoda po vzpostavitvi ukrepa ni več pojavila. Izkazale so se torej kot eden najbolj učinkovitih ukrepov za preprečevanje škod po velikih zvereh. Poleg visokih elektromrež potrebujemo akumulator, pašni aparat, vsaj 3 ozemljitvene palice, pocinkane, ki jih povežemo s pocinkano žico, pa voltmeter. Ko trasiramo, je zelo pomembno, da imamo traso dobro pokošeno. Trava ne sme biti višja od 10 cm, da ne pride do prebijanja električnega toka. Se pokosi tudi zaradi tega, da se mreža nam ne zapleta, ko jo postavljamo in ko jo podiramo. Zelo pomembno, da imamo odmik od gozda, zaradi tega, ker se zveri zadržujejo v gozdu in kot drugo, kad divjad preteče iz gozda, da ima vsaj par metrov, preden opazi mrežo in da ne pride do naleta. S tem se izognemo raztrganim mrežam, podrtim mrežam in do težav, ki lahko sledijo. Ko imamo traso pripravljeno, dobro pokošeno, mrežo primemo, jo razvijemo, najdemo začetek in jo začnemo vzvratno razmetavati. Potem se začne samo postavljanje mrež. Skozi skrbimo, da je dovolj velika napetost v mreži. To pomeni sama postavitev, da je lepo napeta. Tudi čez te prevale moramo skozi paziti. Tam je zelo pomembno, da mreže ojačamo. Je fajn, da se zabije in da se jo upre s tem kolom. Ko pridemo do teh bankin, tam je zelo pomembno, da mreže ojačamo. S količki zabijemo v tla, kjer se spodaj nabira, mrežo poberemo, jo dvignemo, tako jo korigiramo. Če je dvignjena, jo fiksiramo na tla, zato da ne pride do spodkopavanja, ker zveri več ali manj vedno spodkopavajo in grejo pod mrežo in potem pride do napada. Paziti moramo, da imamo zaokrožene robove, da ne pride do zapletanja živali, če pridejo zveri ven. In koti so problem, ker se pač živali ujamejo in podrejo elektromrežo. Mreža mora biti vsaj po obodu velika 300 metrov, več kot 500 pa ne, zaradi tega, ker pride do izgubljanja napetosti. 300 metrov pa zato, da se imajo živali, ko pride plenilec, možnost umakniti nekje v sredino pašnika, kjer zgine ta moč tega straha. Prednost visokih elektromrež je relativno hitra postavitev, visoka zaščita zaradi njene višine, to, da živali lahko ponoči zapiramo kot nočna obora in s tem zaščitimo zelo dobro naše živali. Popašenost, električna napetost, vremenski vplivi, vse to vpliva na to, kdaj prestavimo. Pomembno je, da je dobro podkošeno spodaj, da se napetost ne izgublja na grmovju, to se pravi tudi obrazovanje. Redno, vsakodnevno preverjanje napetosti v mreži, da se nekje ne izgubi, bodisi da se pretrga ali pa kaj takega, to moraš obvezno preverjati. Izziv je, da je težko postavljati elektromreže sam. Poskrbeti moraš, da ti nekdo pomaga, ker je enostavno fizično težko učinkovito in dobro napeti mrežo. In pa redno pregledovanje. Dobra postavitev elektroograje je zelo pomembna, saj le s tem ukrepom lahko zagotovimo zadostno varnost pred napadi velikih zveri.
Obenem pa tudi zagotovimo, da naše rejne živali ostanejo na pašnih površinah, s tem preprečimo njihove poškodbe in pa uhajanje ter škodo, ki bi jo sicer delale v okolju. Še posebej moramo biti pozorni, ko imamo na pašnikih bolj ranljive kategorije živali. Sem spadajo visokobreje živali, matere z mladiči ter mlade živali. Na področju, kjer so prisotne velike zveri, lahko rejci uveljavljajo tudi ukrep iz COP-COP sheme, in sicer ukrep varovanja živali pred zvermi z visokimi elektromrežami. Elektromreže morajo biti visoke vsaj 160 cm in pod stalno napetostjo vsaj 5 kV, tudi ko živali niso prisotne na pašniku. Lahko jo uporabljamo kot nočno ograjo, s tem, da živali zvečer zapiramo in jih zjutraj spuščamo na pašo, lahko pa jih uporabljamo tudi kot dnevno ograjo na pašniku, s tem, da jo moramo premikati, ko so površine popašene, in s tem preprečujemo tudi prekomerno zgaženost površin. Visoke elektromreže in pripadajočo opremo lahko kmetje, ki so že utrpeli škodo po velikih zvereh, nabavijo po sofinancirani ceni preko Ministrstva za naravne vire in prostor. Za hitro pomoč na terenu pa so na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije na voljo tako imenovani interventni kompleti, ki si jih lahko začasno izposodite. Več informacij o tem najdete na spletni strani varnapaša.si. Za učinkovito delovanje visokih elektromrež je ključna pravilna postavitev, redno vzdrževanje in pa stalna prisotnost električne napetosti v višini vsaj 5000 V. Pomembno je tudi, da elektromreže po koncu paše sezone pospravimo in tako omogočimo prost prehod prostoživečim živalim. Ob takšni uporabi verjamemo, da so lahko visoke elektromreže pomembno orodje za preprečevanje škod po velikih zvereh. Želimo vam varno pašo. Narejeno s finančno podporo mehanizma LIFE Evropske unije.